Belokranjski župani in župan razočarani, letos manjši odkup grozdja, veteranska tekma novomeških nogometašev. Lepo pozdravljeni. Belokranjske občine so se v začetku letošnjega leta z več programi prijavile na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje iz ukrepa Obnova in razvoj vasi. Minuli teden pa so razočarani izvedeli, da niso uspeli z nobenim programom. Uradne informacije, komu so razdelili 6 milijonov evrov, ki so na voljo v okviru tega razpisa, sicer nimajo, neuradno pa so izvedeli, da je v glavnem so dobili projekti strani Pomurja, kar ocenjujemo, da vsekakor ne gre za zadevo, ki bi bila enakopravno obravnavana. To pomeni, da določena področja so imela točke, ki nam niso pripadale. Govorimo predvsem o Posočju in pa Pomurju. Če bi veljalo, da je program ukrepov za Pokolpje enakovreden zakonu Pomurja, bi bile tudi belokranjske občine obravnavane prednostno in bi s svojimi programi uspele na razpisu, so prepričani župani in župan. To je bilo obljubljeno, da bo program Pokolpja enakovreden zakonu Pomurja, ampak v praksi je daleč od tega. Razen nekaj novih delovnih mest iz naslova razpisa za razvoj gospodarstva, elektrike v semiški industrijski coni in načrtovane gradnje doma upokojencev v Metliki, nismo iz programa ukrepov za Pokolpje dobili nič, so ocenili na rednem delovnem sestanku. Vemo, da tudi tretja razvojna os je vključena v Pokolpje. Zdaj, kako jo bojo sfinancirali, kje bojo dobili sredstva, pa nam ta trenutek ne more še noben nič povedati. Povedali pa so jim, da ne bodo prejeli denarja za obnovo obkolpskih vasi Vukovci in Učakovci, za vodovod na Krašni vrh, ureditev večnamenskega doma v podzemlju in trškega jedra v Semiču. Upali smo resnično na ta sredstva, kajti s to prometno infrastrukturo na noben drug razpis ne moreš iti in tukaj je bila res idealna priložnost. Smo pa zelo razočarani, ker smo bili prekratki za eno samo točko, namreč ni bil upoštevan tista del, ki govori o kulturni dediščini. Čeprav je semiško trško jedro razglašeno za spomenik lokalnega pomena, tega pri razpisu niso upoštevali, pravi Kambičeva. Na izid razpisa se bodo sicer pritožili, bojijo pa se, da so sredstva že razdeljena. V vinski kleti Metliške kmetijske zadruge, ki je največji odkupovalec grozdja v Beli krajini, so lani odkupili okrog 600 ton grozdja. Letos bo ta številka veliko manjša, saj bi odkup belih sort za skoraj 80 ton manjši kot lani. Rdeče sorte so začeli odkupovati danes. Pomladna pozeba, toča in suša so botrovale manjšemu pridelku. Recimo pri teh belih sortah nekje do 33% manj kot lani. A kljub temu so se v vinski kleti odločili, da bodo odkupili grozdje le od vinogradnikov, ki so jim bili zvesti vsa leta. Treba je namreč prodati zaloge, pravi škof. Pa tudi sicer so jim vinogradniki ponujali predvsem rdeče grozdje, ki ga imajo dovolj, saj je rdeče vino težje prodati. Bele sorte mogoče grejo ta čas tudi, bom rekel, po ostali Sloveniji malenkost bolj kot rdeče. Zato so celo razmišljali, da bi za 5 do 10% zvišali ceno belim sortam grozdja in prav toliko znižali ceno rdečim sortam. Ampak potem to letos na upravnem odboru, na odločanju ni šlo še čez, mislim pa, da v bodoče bomo nagibani k temu. Letošnja odkupna cena grozdja je tako ostala enaka kot lani. Mi imamo povprečno ceno 51 centov, kar je tudi do 50% višja kot je v Sloveniji. Tam je recimo 32 je povprečna slovenska cena. Vso grozdje plačamo do naslednje trgatve. In sicer v 4 obrokih. Prvega bodo izplačali že pred novim letom. Za razliko od nekaterih drugih slovenskih vinskih kleti so v Metliški kmetijski zadrugi vinogradnikom že plačali vse grozdje, ki so ga odkupili lani. Na Sevniškem gradu se je odvil drugi festival Modre Frankinje. Predtem je komisija ocenila 106 vzorcev tega vina, med katerimi so bili 3 z Hrvaške. Prireditelj festivala, Zavod KŠTM, pa s časoma računa tudi na večjo mednarodno udeležbo. Vzorci vina Modra Frankinja so prispeli iz vseh slovenskih vinorodnih okolišev in z Hrvaške Moslavine. Na ocenjevanju je bila dana prednost svežini v primerjavi z lanskim letom, kjer je zmagovalka bila starejša Frankinja. V letošnjem letu je zmagala pa sveža Frankinja letnika 2011. Naziv šampiona je dobilo vino Alojza Kerina iz Straže v občini Krško. Ja, jaz sem vesel, obenem pa tudi presenečen. Nisem pričakoval,
Tudi nisem se zaradi tega udeležil sem se zaradi tega, ker mi pomeni Frankinja na en način življenja, kot dolenskemu vinogradniku pomeni cviček, vino način življenja, meni pomeni Frankinja način življenja. Mladi vinogradnik je namreč kot agronom diplomiral iz Frankinje. Nagrada je potrditev, da je teorijo uspešno pretvoril v prakso. Brežice imajo po novem svoj občinski odbor stranke Pozitivna Slovenija, katerega predsednik je postal Jure Pezderc, tudi tamkajšnji kandidat stranke na zadnjih parlamentarnih volitvah. Pozitivna Slovenija, ki jo vodi ljubljanski župan Zoran Janković, je na zadnjih parlamentarnih volitvah zmagala, danes pa predstavlja največjo opozicijsko stranko v državnem zboru. Janković je v Bukošku pri Brežicah, kjer so tudi ustanovili brežiški odbor stranke, poudaril, da je na zadnjih volitvah kandidiral, da bi vodil vlado in napovedal, da bo enako storil na naslednjih volitvah. Člani kulturno-umetniškega društva Klati Vitez so na Veseli gori v sodelovanju s skupino Gašper Lambergar in občino Šentrupert pripravili srednjeveško-renesančni spektakel, ki so ga poimenovali Pod mesecem zlatega leva. Dogodek je bil namenjen vsem, ki jih zanima dogajanje v srednjem veku. Mislim, da je predvsem pokazati ljudem, da je slovenska zgodovina še kaj drugega, kot samo beli pa rdeči. Se pravi, da imamo dosti bolj globoke korenine Slovenci na tem področju, sploh Dolenjska, ko je bila tam na oni strani Gorjancev, je bilo konec sveta. Na srednjeveški tržnici je bilo možno kupiti srednjeveške predmete, hrano in pijačo. Drugačen sistem, kot v zdajšnjem času, je bil, da so konice greli v ognju, pa jih z rečnim risali po lesu, po usni. Mi delamo pečne strojčke, tale je domače izdelave, lastna proizvodnja. Ja, pri nas se ukvarjamo s predelavo kož, drobnice in divjadi, izdelujemo pa pergament, usne pa krzno. Se pravi, vse, kar se da izdelati iz kož, pa bobne. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi Barbovo graščino, v kateri je bil prvič na ogled grajski pušelšenk. Sicer pa so se lahko sprehodili tudi skozi stalno razstavo Živa zgodovina. Se pravi, vidijo se, mislim, da je edini v Sloveniji heraldični hodnik, kjer so grbi slovenskih zgodovinskih pokrajin. Pol imamo na ogled poročno dvorano, kovnico novcev in pa vitezovo orožarno, kjer se da vse v roke prijeti. Zvečer pa so za obiskovalce pripravili še nekajurni srednjeveški spektakel. Slovenska zmajarska reprezentanca na nedavnem evropskem prvenstvu v Turčiji dosegla drugo mesto. Da bi počastili evropske podprvake, jim je zmajarsko društvo Prelet Šentrupert v nebesih nad Šentrupertom pripravilo sprejem. Sprejema se je udeležilo 5 od 6 zmajarjev, manjkal je le bronasti Primož Gričar. V reprezentanci so sicer zelo zadovoljni ne samo z rezultatom, ampak tudi z delovanjem ekipe. Če se stvari nekako, poklopijo, to pomeni, da nekomu je dan boljši, nekomu je disciplina boljša in v tistem trenutku pač nekako ta človek prosperira pač za to reprezentanco. In to je ključnega pomena. To je izjemen dosežek in se redko kdaj sploh v taki majhni državi zgodi. Zato smo se iz preprostega razloga odločili, da fante pokličemo, naredimo nek sprejem v okviru naših, se pravi, sotrpenov zmajarjev, da je neko druženje in da tudi fantem damo neko spodbudo, neko priznanje. Zmajarji pričakujejo, da bodo tudi skozi svoj uspeh promovirali ta šport v Sloveniji, pravi Galovec, ki sicer prihaja iz Bele krajine. Kolikor opažam, se v zadnjem letu precej ta zadeva promovira tudi preko teh cross-country preletov, tudi preko tekmovanj. In tudi opažam, da na hrib prihaja vedno več mladih pilotov. Ključno v zmajarstvu je sicer veselje do letenja, dodaja. Poglejte, vsak, ki se hoče tega lotiti, je dobrodošel v tem krogu. Potrebno je potrpljenje, potrebno je tudi nekaj denarja, absolutno, če smo iskreni, nekaj denarja tudi, potrebno je nekaj časa in pa potrebna je volja. Šentrupertski zmajarji sicer kot društvo delujejo že več kot dobro desetletje. Dobili smo nov štart tukaj, kjer smo zdaj. Imamo urejen pristank, vzletišče registrirano, naredili smo tudi novo leseno rampo, ki je pogoj, da je letenje čim bolj varno, kakor se le da. V društvu je sicer med 10 in 15 dejavnih članov.
V dneh, ko v novomeškem nogometnem klubu obeležujejo 90-letnico, so se srečali tudi nekdanji igralci kluba, ki so tako ali drugače pustili pečat v njem in odigrali veteransko tekmo. Spomini na nekdanje igralne dni v novomeškem klubu so pri nekaterih še zelo živi. Ja, to so bili drugi časi, popolnoma drugi časi, čisti amaterizem, iz čiste ljubezni. V šolo, v gimnazijo sem hodil peš, od doma na treninge peš in smo imeli v bistvu še dodatne treninge, bi rekel, s temi aktivnostmi. Te možje so gradili Elan, Krka, Novo mesto, cel nogomet, v bistvu čez celotno zgodovino in na teh fantih je bilo v bistvu vse, kar se tiče v zgodovini. Jaz sem izredno vesel, da jih vidim tukaj, mislim, da bojo celo odigrali eno tekmo. Prav je, da se spomnimo tradicije, nadaljuje Udovič. Mislim, da je ta 90. letnica oziroma obletnica nogometa v Novem mestu ena res lepa številka, velika obletnica. Ni veliko klubov, sploh v tej regiji, ki imajo tako častitljivo obletnico, tako da mislim, da je novomeški nogomet in vsi te fanti skupaj lahko ponosni na to. Avbar pa meni, da je pravo veselje spremljati te mlade domače igralce. Boljše biti prvi na vasi kot zadnji v mestu. Mislim, da Slovenska liga ni atraktivna liga, zato menim, da je recimo liga, v kateri zdaj igra klub, zelo interesantna. Namreč zmage vlečejo. Sicer pa bodo kmalu izvedli tudi slovesno obeležitev 90-letnice s podelitvijo priznanj in plaket. Peščeno jahališče kmetijske šole Grm na Bajnofu so pred dnevi zavzele najboljše slovenske dresurne jahačice, ki so svoje veščine predstavile na finalni tekmi Pokala Slovenije. Zmage v najelitnejši S kategoriji se je skobilo Sunrise veselila Mateja Šegregur iz ljubljanskega konjeniškega kluba. Danes zelo sem zadovoljna, ker za včeraj nisem najbolj zadovoljna, ker zna iti boljš, ampak danes se je pa pokazala. Prav tako je zmago slavila tudi v skupnem seštevku. Dvodnevnega finala Pokala Slovenije v dresurnem jahanju se je sicer udeležilo več kot 30 tekmovalcev. Želeli bi seveda, da bi bilo tekmovalcev več, ampak tudi s tem številom smo zadovoljni, glede na to, da so letos predvsem na oddaljenejših lokacijah je bilo manj tekmovalcev, tako da je to število zadovoljivo, smo veseli. Tudi nastopi so pričakovani, zdaj nivo dresurnega jahanja v Sloveniji je pač kakršen je, mislim, ne vem kakšni višini, ampak se z leti izboljšuje. Zmage v kategoriji A med mlajšimi mladinci se je s konjem Lijem veselila članica domačega konjeniškega kluba Krka Urška Bratkovič. Za nami je še en prijeten poznopoletni dan. Že jutri se sicer obeta sprememba, a tudi dež je sestavni del vremena. Prijeten torkov večer in nasvidenje do jutri.